se že od nekdaj zdi bolj zanimivo in ljubko vse tisto, kar je majhno. Pa ne gre za otroke, živali, tudi stvari. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je tako tudi pri knjigah, miniaturkah. Ta majhna knjižna oblika nas opominja na našo obzirnost in spoštljivost do vsake knjige. Miniaturke oziroma miniaturne izdaje knjig v naši knjižnici so postavljene kot posebna zbirka in jih lahko najdete pod signaturo Min. Ločene so od ostalega gradiva in si jih lahko vse nekatere izposodite tudi v čitalnico. Te micene knjižice imajo kar dolgo zgodovino, so pa nekako vedno ostajale na obrobju svoje bližnje sorodnice velike knjige, mogoče tudi zaradi svojega formata. Prav tako je bil njihov tako imenovani krog kupcev omejen na ozek krog ljubiteljev, ki so morali imeti precej pod palcem, da so si jo lahko privoščili. Za predhodnike miniaturk veljajo vsi popisani predmeti malega formata, ki so nastali pred izumom tiska. Gre za glinene tablice iz Mezopotamije, popisane staroegiptovske skarabeje in rokopisne kodekse malega formata. Prve miniaturne inkunabule se pojavijo z izumom tiska. Tiskarji so z izdajanjem miniaturnih knjig pokazali svoje spretnosti, odkrivali nove inovativne načine vezave, pogosto pa so uporabljali tudi dragocene materiale. Za 18. stoletje so značilni zelo priljubljeni miniaturni koledarčki in almanahi. 19. stoletje je postalo zlata doba miniaturnih knjig, predvsem zaradi razmaha in napredka tehnike. Še ena renesansa miniaturnih izdaj se je pričela po letu 1960 in takrat so se številni založniki prav specializirali za tovrstne izdaje. Z obdobjem digitalizacije so se odprle brezmejne možnosti za te vrste knjig in miniaturna knjiga je dobila veljavo tudi v digitalnem okolju. Najmanjša tiskana reprodukcija knjige je Biblija na čipu, ki je bila izdelana 2001 s pomočjo mikrolitografije z zlatimi črkami na silikonski čip. Vsaka črka na čipu je velika kot rdeča krvnička. V svetu veljata dva standarda za definicijo miniaturnih knjig. Eden značilen za anglosaške dežele, kjer je meja za miniaturno izdajo nekaj več kot 70 mm s platnico vred, v drugih državah pa 100 mm obrezanega knjižnega bloka s platnico, torej še kakšen milimeter več. V naši knjižni zbirki imamo zaenkrat zbranih 186 naslovov miniaturnih izdaj, zbirka se seveda sproti dopolnjuje. Gradivo pridobimo z nakupom, obveznim izvodom, tudi darovi. Naša zbirka ni popolna in ne hranimo prav vsega, kar je šlo v Sloveniji. Vsekakor pa hranimo kar nekaj zanimivih in dragocenih izvodov. Nekatere izdaje so tako majhne, da je tisk oziroma vsebina berljiva le s povečevalno lupo. Cankarjeva Bela krizantema, ki jo je leta 1986 izdal v samozaložbi Dani Petek, ima na platnici odtis bele krizanteme in meri vsega skupaj 27x23 mm. Prešernov krst pri Savici je šel 1985 leta, prav tako v samozaložbi Daneta Petka. Zanimiva je kovinska plaketa z likom avtorja na platnici. Tale meri 28x23 mm. Ti dve miniaturni izdaji sta do sedaj najmanjši miniaturki, ki jih imamo v naši posebni zbirki. Zanimive so tudi miniaturne planinske pesmi, ki so jih leta 1980 izdali meddruštveni odbori planinskih društev, njene mere pa so 50x35 mm. No, tole bi lahko že vzeli s seboj v hribe in tisti z dobrimi očmi bi lahko tudi prebrali besedilo in kaj zapeli. Prešernovo delo Sonetje nesreče iz Cankarjeve založbe je leta 1983 izšlo v slovenskem jeziku in nekaj prevodih. Izdaje ne sodijo med najmanjše na svetu, so pa edinstvene kot komplet. So enotnega formata, 55x55 mm, v barvnem tisku, vezane v platno in vložene v potiskan kartonski etui. Ena izmed najbolj dragocenih izdaj za naš domoznanski oddelek je vsekakor miniaturna izdaja haikujev našega rojaka, Mežičana Marjana Mavka z naslovom Tanke Lunidov. Izšla je pri založbi Voranc na Ravnah na Koroškem leta 2002. Velikost knjižice je 30x50 mm. Mapica, v katero je vložena vezana miniaturka, je iz umetnega usnja in potem vložena še v kartonski etui. V Sloveniji se je z miniaturnimi izdajami in njihovo zgodovino precej ukvarjal dr. Martin Žnidaršič, ki je napisal kar nekaj prispevkov na to temo. Leta 2010 je ob razstavi njegove zasebne zbirke miniaturk v Mestnem muzeju v Ljubljani izšel zanimiv katalog z naslovom V majhnem plašču besed.
ki nas popelje skozi miniaturne knjižice, od sumerske glinene ploščice pa vse do Biblije na čipu. Našo posebno zbirko miniaturnih izdaj z veseljem pokažemo obiskovalcem in skupinam. Verjemite mi, da so nad njimi navdušeni tako otroci kot tudi odrasli. Naj nas vse vodi misel. Spoštujmo knjigo, pa naj bo majhna ali velika, vsaka je nosilka novega znanja ali vedenja.